gospodje, cenjeni gostje, v imenu občine Slovenske Konjice vas prisrčno pozdravljam na današnjem dnevu podjetnikov, ki ga že nekaj let zapovrstjo pripravljamo v okviru konjiških dni in s katerimi želimo združiti tako prijateljska, kot tudi poslovna srečanja, ki združujejo, povezujejo in zbližujejo. Današnje srečanje bomo namenili predstavitvi dveh pomembnejših projektov v občini Slovenske Konjice, od obnovljenega starega trga do obnove dvorca Trebnik in izpostavili nekaj podjetniških izzivov, ki jih te pridobitve prinašajo s sabo. Pobliže bomo spoznali tudi podjetje Zlati grič, kjer se danes nahajamo, in prisluhnili načrtom, ki jih ta zakladnica doživeti snuje za prihodnost. Da je čas, da lahko začnemo s predstavitvami ob današnjem dnevu podjetnikov 2013. Zato besedo predajam na drugi konec degustacijskega prostora županu občine Slovenske Konjice, gospodu Miranu Goričku. In naj bo to današnje druženje namenjeno ravno temu, da te vsak svoje izkušnje, pa mogoče tudi težave, drugemu povemo. Če je potrebno, si jih tudi zapišemo, da ne bi kaj pozabili, potem pa seveda gremo drug ob drugem, nekako drug proti drugemu, pa proti istemu cilju, temu, da smo vsi skupaj ena dobra opora vsem našim občankam in občanom. Mi prihajamo v prihodnjem tednu sem, odpremo poslovno enoto, ki smo bančna inštitucija, zdaj naziv ni pomemben. Hranilnica banka, v Sloveniji je 20 bank, 3 hranilnice. Razlike v poslovanju ni, vse tisto, kar dela DCS-ka banka, delamo tudi mi, za primerjavo. Sam zakon o bančništvu hranilnicam ne dovoljuje samo vodenje pokojninskih skladov, vse drugo pa je odprto. Itak pa vsaka bančna inštitucija za vsak posel rabi posebej licenco. Pri njih imamo konkretno 100% licenco za vse posle. Pravno že 23 let. V letih krize smo se začeli nekoliko bolj ukvarjati z tem področjem, s katerega vi prihajate. Tako da za primerjavo pred letom 8 smo imeli področje stanje kreditov v podjetniškem sektorju 10 milijonov, danes gremo proti 100. Tako da smo se malo reorientirali. Ne da bi se zdaj hvalil, ampak verjetno smo v tem trenutku ena redkih bančnih inštitucij, ki sploh financiramo gospodarstvo. Za razliko od drugih tudi seveda smo malo drugačni. V 20 letih skozi poslujemo pozitivno, vsa leta delimo dividende, 5%, to se vzvodilo tudi prihodnji teden na skupščini. Vsi tonejo v nekih izgubah, ali pa vsaj večina njih, ali pa se jim dobiček zmanjšuje. Nam se iz leta v leto, v času letih krize, dobiček povečuje, iz leta v leto, tudi letos. Imamo večji kot primerljivo preteklo leto. Drugi zmanjšujejo stroške, mi jih povečujemo, odpiramo nove enote, letos jih bomo odprli 7. Zmanjšujejo zaposlene, mi smo jih letos zaposlili že 32. Smo nekaj izjema v bančnem sektorju in moram priznati, da uživamo v tem, da smo izjema. Kaj pa kot napovedano predstavitvi zakladnice doživeti med konjiškimi in orodnimi griči vabi direktorja podjetja Zlati grič, gospoda Silva Žižka. Zdaj samo nekaj številk, da ne bom predolg. Imamo 75 hektarov vinogradov, okrog 500 000 litrov vina letne proizvodnje, 1,3 milijona litrov kapacitete vinskih kleti,
500 ton, približno 550 ton vlastne pridelave grozdja in približno 200 tukov. Če veste, da je bil pred dvema letoma tuk nič, pa je zdaj 200, pomeni, da načrt za letošnje pomeni, da zadeve grejo v povečanje, kar je tudi prav. Drugače, sami ste se lahko pogledali, kaj se stavlja našo proizvodnjo, pravi tudi golf, tudi agrotehnična trgovina in pravzaprav to se navezuje že na moja izhodišča. Ko sem prišel sem, se pravzaprav, če se prav spomnim, mislim, da v uvodniku novice zapisal, da se v bistvu ogromno ljudi tudi sploh ne zaveda, kaj to je, kakšna je to destinacija. In če bi moral zdaj po 2 letih pravzaprav potegniti neko črto in razmisliti, kaj smo pravzaprav v teh 2 letih delali, zato poskušaš strniti v 4 točke, zato imaš ljudi od vsega, da se malo pomaga. In sicer prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da Zlati Grič ni vino. Zlati Grič je destinacija. Se pravi, ki ponuja vino, ki ponuja golf, ki ponuja gostinske usluge, ki ponuja apartmaje. To je Zlati Grič. Druga stvar, verodostojnost. Se pravi, delamo, kar obljubimo, tudi naredimo. To je po mojem najpomembnejša stvar, ker je drugače težko prodajati, če ne verjameš tisto, kar delaš. To se mi zdi zelo pomembno. Potem tehnološko znanje. Pravzaprav, očitno moramo pač reči vsem priti, da odkrije potencial tehnološkega znanja, ki obstaja. Nišče ni nove, nikoga nimamo novo, vse obstaja v taki ekipi, kot je, ampak preprosto se stvari vrača na boljše. In zadnja stvar, ki se mi zdi ključna pri tem, je timsko delo. Zlati Grič ni nikoli zelo posamezen. To se meni zdi neka ugotovitev, pa definicija, to ni direktor, ne more biti, to je v bistvu ekipa. In kar je to rezultiralo, mi pravzaprav smo v 2 letih naredili ogromno. Spravili smo izdelke v okvirje tam, kamo smo si želeli. V prvem letu povečali prodajo za 12%, podatki za prvih 5 mesecev so 33% narasli. Drugo, kar je, ta rast ni posledica spuščanja cene. Marža se povečuje. To pomeni, da dvigujemo cene in povečujemo prodajo. Potem, tisto, kar je pomembno, pred 2 letom je bil izvoz 10.000 evrov, danes računamo, da bo med 80 in 100.000. Se pravi, hitreje ne moremo narazen, ker tudi nimamo resursov, ampak zadeve grejo bistveno boljše. Danes se pogovarjamo o tem, da bomo vina izvažali v Cleveland, v Ohio, pa jih izvažamo v Belgijo, pa smo odprali v Rusijo, pa smo še 2 pošiljki na Kitajsko. Se pravi, postavljamo počasi internacionalno podjetje in jaz mislim, da je tako prav. Iščemo pravzaprav samo trge bolj ali manj v sektorju Oreka, se pravi, ne sodelujemo z trgovskimi verigami, ker tam pač nimamo možnosti na eni strani niti količin, na drugi pogajalske sposobnosti. Zaenkrat veselimo se vsake palete prodajnega vina in mislim, da zadeve grejo redu. In tisto, kar še posebej potrebno izpostaviti v zadnjem letu, smo dobili tudi kar nekaj internacionalnih nagrad. To se pravi, ne vem, koliko me pač poznalo, v vinarskem svetu je najprestižnejše ocenjevanje dekante. Penine, ki smo ga danes ponudili, je bila letos nagrajena s svetovno medaljo. Iberenski Kriznik je bil nagrajen, pravi smo dobili nagrado za rozej, kar pomeni, da počasi postajamo dejansko internacionalno podjetje in če k temu dodamo, da še naša vinska kmet obišče približno 10.000 ljudi letno in od tega kar veliki delež tujcev, to pomeni, da Zlati Grič počasi postaja prepoznavno podjetje. Če bi na hitro rekel, kaj je pravzaprav v naslednjem krajšem obdobju naš glavni izziv, to so tenine. In sicer tenine v tem smislu, vi sami veste dobro, da je v Kartuziji teninska klet, v kateri zbirijo niške tenine. In da je za Škalca nova vinska klet, ki je popolno nasprotje Kartuzije. Zdaj treba to sodobnost in tradicijo na nek način povezati v eno zgodbo. In jaz mislim, da te tenine najdejo mesto marsikje restauraciji na svetu, zato ker so prvič vinine izredno vredo in imajo res bogato tradicijo. Gre namreč za to, da se vse prestižne vinarske hiše
bahajo pravzaprav za izredno dolgo tradicijo. Grič, žal tega nima, vsi izhajamo, torej meni se 11. 24 kombinatov, mislim pa, da če k temu dodamo